prostovoljno služenje vojaškega roka prihajajo predvsem mladi ljudje, ki še točno ne vedo, kaj bi v življenju počeli. Tukaj pa jim ponudimo nekje v 3 mesecih pa pol, da se seznanijo z nekimi osnovami vojaščine, da spoznajo disciplino, red, organizacijo, da nekako resetirajo možgane in se navadijo na to, da ubogajo nadrejene, da ubogajo poveljujoče, da spoštujejo ukaze in navodila, se pravi, da delujejo v bistvu najprej kot eden, pozneje kot par, na koncu kot skupina in potem na koncu kot vod, ker kolektiv vedno in povsod zmaga. Mislim, da je to ena močna investicija, velika naloga v moje psihično in fizično kondicijo. In pač tudi nek dokaz, da sem zvest v svoji domovini. Vsem, ki se odločijo za prostovoljno služenje vojaškega roka, bi rad povedal, da je bistvena psihofizična pripravljenost pa disciplina na prvem mestu. S svojimi sovojaki, ki so odzadaj, sem zelo zadovoljen, so tudi moji prijatelji, družimo se tudi med vikendi. V prostem času, kot je popoldne, preživljamo skupaj, športom ali pa tudi hodimo na kakšno pijačo, tudi v petkih smo že hodili ven. Fenomenalno je, super, same pohvale. Moj nasvet oziroma moje mnenje za bodoče generacije je, če še želite prijaviti, je prvo poskrbite za fizično kondicijo, s tem pa prije praktično tudi potem psihična kondicija, saj je eno povezano z drugim oziroma eno brez drugega ne gre. Mogoče me predtem ni toliko zanimala vojska kot za poklic sam, za naprej, pa me je zdaj zaradi tega usposabljanja dosti bolj pritegnila, sem ugotovil, da mi to leži, da mi paše, da rad delam s ljudmi, da sem ekipen človek, da sem rad v naravi, da sem težko primer. Res same pozitivne stvari imam zapovedati, res odlično. Če bi lahko bi šel še enkrat, pa ne smem, tako da se bom poskušal zaposliti v Slovenski vojski. Zdaj smo uspešno usposobili že več kot 1000 vojakinj in vojakov, ki so se usposabljali tako v Vipavi, v Novem mestu, Murski Soboti in Bohinjski Bijelini. Moram reči, da smo z usposabljanjem oziroma z rezultati kandidatov in kandidatk oziroma vojakinj in vojakov izjemno zadovoljni, saj pokažejo visoko motiviranost, pripravljenost za delo. Istočasno pa je to trenutek, ko ugotovijo, da je le skupinsko delo in skupina tisto, kar velja. Res, da je vse skupaj sestavljeno iz posameznikov, ki se trudijo doseči neke normative, vendar dajemo poudarek tudi temu timskemu duhu, skupnemu delu in z tega stališča jih podčastniki in častniki tudi bodrijo. Predvsem je pa pomembno tudi to, da vojake pripravimo oziroma naučimo tudi določene veščine, ki so uporabne tudi v civilnem okolju, ko jim pride v civilnem življenju večkrat prav, si znajo na določen način pomagati. In eden od temeljnih vodil je, da če vojaka nekako zastrupimo z gibanjem, smo naredili za mladega človeka veliko več, kot da ga naučimo samo streljati. Vsem bodočim kandidatki bi povedal, da naj se že prej pripravljajo, se pravi fizično, naj veliko tečejo, sklece, vzgibe, trbušnjake. Potem, ko bodo enkrat vojski notri, bodo to samo še izpopolnjevali in na koncu PGS-a ne bo problema imeti 300 pik. Generacija, kar se tiče taktike in tudi fizičnih sposobnosti, je zelo napredovala, pridobili so ogromno znanja in marsikateri vojak v tej generaciji se bo tudi zaposlil. Siguren sem, 100% sem, da vojak ima ogromno predznanja, osnovnega vojaškega predznanja in tudi fizična pripravljenost na tistem nivoju, tako da bilo katere enoti z njim ne bi smeli imeti nobenih problemov. Želim se zaposliti v Slovenski vojski, rada bi šla na častniško šolo, pa tudi povabila bi nove generacije, da se odločijo za vojsko in tako služijo domovini. Na koncu bi sem rad povedal, da sem ponosen na se in na svoje sovojake in sovojakinje, da smo uspešno končali to generacijo. Za Slovenijo! Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo!